Obiskali smo mansardo, ki na nek način deluje kot oder. Spretno oblikovanje jo je preoblikovalo v dom, kjer je pohištvo kot del scenografije za različne dogodke oziroma življenjske predstave. Kuhinjska površina tako postane DJ pult, dnevni prostor se lahko prelevi v plesišče, kuhinja v 2 potezah izgine s prizorišča, spalnica lahko postane VIP loža. V osnovi pa je to še vedno zelo prijetno domovanje. In tole je torej to čudovito svetlo mansardno stanovanje mnogih scenarijev, kjer sta mobilnost in spremenljivost rezultat ravno tako prožnosti lastnika in arhitektov. Mansardo v Ljubljani na 80 kvadratnih metrov uporabne površine bi marsikateri arhitekt zasnoval klasično. BAM arhitekti pa so se mansarde lotili na povsem drugačen način. Mislim, da do zdaj še nismo posneli nobenega stanovanja, kjer bi imeli toliko modularnosti, toliko premičnega pohištva. Zato nam prosim opišite, kje vse ste stanovanju dali to premičnost. Za stanovanje smo si zamislili več scenarijev uporabe. Eno je scenarij, ko si pripravlja zajtrk in lastnik in njegova partnerka ga uporabljata v dvoje. On tukaj pripravlja zajtrk, ona se z njim pogovarja preko okna v spalnici. Ko pa pride nek moment za žur, se pohištvo umakne, pult se premakne semle, tukaj se namesti mešalko in se prostor sprosti. In če pride kakšen nenapovedan obisk, pa nimamo še vsega pospravljenega v kuhinji, se da tudi tu čisto enostavno skrita, ne? Tako je. Pred mamo vedno hočeš nastopiti v najboljši luči, zato se umazano posodo enostavno skrije z vrati. Medtem ko osrednji prostor z ostalimi neposredno komunicira, je terasa skrita. Obiskovalca spontano mika, da si jo ogleda. V celotnem stanovanju prevladujejo belo-sivi odtenki, poseben pečat pa dajejo betonska tla. Kako to, da ste se odločili za fronte iz vezane plošče? Mansarde imajo vedno neko specifičnost, neko možnost zenitalne svetlobe. In kontrasta v prostoru nismo hoteli doseči z barvami, ampak v prvi vrsti svetlobo. Pohištvo pa smo naredili dokaj enotno po celem stanovanju. Torej imamo vezane plošče tako v kuhinji, kot v kopalnici, kot v spalnici, kot v dnevni. Torej ostali prostori so kot nekakšni sateliti pripojeni na tole centralno jedro, ne? Da. Vsi prostori so med seboj lahko zelo povezani in hkrati se jih s skritimi drsnimi vrati da zapreti in ločiti na ta način. Moduli z vgradnimi omarami so spretno umeščeni ob nosilne stene hiše in poskrbijo za razgibanost prostora. V enem od njih najdemo kuhinjo, v drugem sanitarije, v tretjem garderobne omare in tako naprej. V modulu, ki se navidezno nadaljuje vse do slemena hiše, se nahaja spalnica, ki se ponaša s posebnim razgledom. Umeščena je na podest in do nje vodijo police, ki so hkrati stopnice. To pomeni, da če pride nek naključen obiskovalec, ki tukaj še ni bil, ne vidi točno, kako se pride tja gor in s tem pustiš malo te radovednosti, kaj pa je tamle gor. To so pa prostori, kamor vsak ne more in ne sme. Tako je. Opišite nam prosim še kopalnico, ki je dinamična in zelo posebna. Torej, v kopalnici imamo skriti tuš in prosto stoječo kad. Ko si v prosto stoječi kadi zvečer namakaš, imaš nad sabo strešna okna in uživaš v nočnem razgledu na zvezde in luno. Celo savno ste uspeli umestiti v to relativno majhno stanovanje. Savna je prišla šele tekom gradnje. In ker smo prostor hoteli ohraniti tak, kot je, smo savno enostavno ločili samo z stekleno steno. To pomeni, da je savna še vedno del prostora, ne ubije vseh teh efektov stranske svetlobe, ki prihaja preko balkona. Stanovanje se dobesedno kopa v svetlobi, ki jo prepuščajo velika strešna okna. Umeščena so v nižji del strehe in tako zagotavljajo neovirane razglede na okolico. Očitno pa vam je pri oblikovanju tega prostora zelo pomembna bila tudi dnevna svetloba, glede na to, da ste jo s ključnih strani toliko spustili, svetlobe in razgledov. Arhitekti vedno pazimo na to, da je prostor dovolj osvetljen. Kar pa danes sploh ni več tak problem. Imamo strešno okna, velike okenske odprtine, zato smo hoteli tukaj svetlobo bolj regulirati. To pomeni, da ko prideš v ta prostor, veliko svetlobe prihaja iz strani.
hkrati pa špica prostora ostaja temna. Na ta način smo ustvarili kontrast samo s svetlobo, namesto z barvami ali materiali. Gospa Ličen-Pajek, sva v stanovanju, ki zagotovo ne bi bilo tako čudovito, če ne bi imelo teh strešnih oken. Pa me najprej zanima, kako se naj človek loti nakupa strešnih oken. Je to tako, da prideš pa rečeš, 5 strešnih oken, prosim, pa taka, da se skozi vidi. Hvala, Boštjan, za takšno istočnico, ker verjetno si ne predstavljate, da bi šli v avtosalon in rekli, avtomobil si želim, ne? Ali kaj takega. Obiskovalci, ki pridejo danes v naš razstavni salon, se že dobro podučijo, internet je poln informacij in pridejo že z izdelanimi nekimi idejami, z znanjem o tem, kako veliko okno potrebujejo, kakšno zasteklitev, potem tudi material, se pravi, si že v osnovi nekaj stvari pogledajo. Če ostaneva pri primerjavah z avtomobili, avtomobile imamo na daljinca, na elektriko, na daleč, kako je pa pri strešnih oknih, ki so malo višje gor? Ločimo med dvema načinoma, če tako rečem temu, pogona. Eno je elektrika na priklop res na električno omrežje, kjer potrebujemo kabel do okna, ali pa na solarni pogon, kar pomeni zelo super rešitev za vse tiste, ki že imajo strešna okna in se samo nadgradi okno z motorjem, ki je gnano na solarni pogon. To lahko potem z daljincem že upravljaš. Opazil sem, da imamo dva različna načina odpiranja, da včasih so kljuke zgoraj, včasih spodaj, ali pa oboje. Zakaj je tako? Sta dva načina odpiranja oken. Eno je z kljuko od spodaj. V tem primeru je okno vpeto zgoraj in se porine ven. Okno kot takšno, temu rečemo mi panoramsko, in takrat je smiselno, da je dostop do okna, kjer stopiš in pogledaš ven na okolico, na dvorišče. Druga način odpiranja je pa, ko je okno vpeto v sredini, se zavrti lepo okrog, tudi za čiščenje, takrat je pa ročica od zgoraj, kar pomeni, da ta zgornji del okna pride v prostor in s tem omogoča tudi izkoriščanje vsega prostora pod oknom. Še eno stvar bi tukaj omenila, da takšna okna so tudi opremljena s senzorjem za dež, kar pomeni v primeru, da začne deževati in je strešno okno odprto, se okno avtomatsko zapre, takoj ko pade nekaj kapljic na ta senzor. Je kaj pomembno, če strešno okno vgradim v kopalnici, kjer so bolj vlažni prostori? Pač vlaga dela na les, ga lahko poškoduje, oziroma les potrebuje več vzdrževanja, če je bolj vlažnih prostorih. Priporočamo okna, ki so tako imenovano plastificirana, kar pomeni, da so bolj zaščitena, les je bolj zaščiten in ne potrebujejo posebnega vzdrževanja ali lakiranja, ampak zgolj se ga obriše s krpo in tudi življenjska doba je potem temu daljša oziroma z manj vzdrževanja. Vse kaže, da obilica dnevne svetlobe v stanovanju pozitivno vpliva tudi na zelene prebivalce. Lastniki in rastline v tej mini urbani džungli so zelo hvaležni za dom poln naravne svetlobe.